No, v Sloveniji je bilo po naših podatkih registriranih oziroma predregistriranih približno 250 snovi, od tega je predregistriralo cirka 125 pravnih oseb, ki načeloma imajo neke obveze glede REACH zakonodaje. V dosedanjih izkušnjah ali pa informacijah nekako nismo še uspeli identificirati vseh podjetij, ki so zavezanci in ki imajo dejansko tudi namen za samo registracijo. To sedaj poskušamo nekako skupaj z Uradom za kemikalije, ki imajo v pogled v bazo podatkov predregistriranih snovi. Ta podjetja nekako morajo ponovno pregledati opraviti interni pregled snovi in se odločiti o same registraciji. To pomeni, da je potrebno opraviti ustrezno komunikacijo po sami dobavni verigi, tako do dobaviteljev kot tudi na prodajni strani, poiskati informacije, ali so snovi njihovi dobavitelji že predregistrirali ali so pač sami zavezanci za registracijo. Potem sledi identifikacija ustreznega foruma za izmenjavo podatkov, kjer se podjetja vključujejo v tako imenovani pripravo tehničnega dosjeja in pa izmenjavo podatkov o študijah, ki so na voljo za posamezne snovi, in seveda vzpostavitev komunikacije z forumi za izmenjavo podatkov, z vodilnimi registranti oziroma vodilnim registrantom in pa vodilnimi podjetji, ki upravljajo konzorcije, ki so ustanovljeni za namen same registracije. Potem, kje seveda poiskati pomoč, to je, mi ponujamo 3 možne opcije. Prvo je seveda tehnično oziroma tolmačenje zakonodaje. To svetujemo, da se obrnejo na Urad Republike Slovenije za kemikalije, ki je pristojni organ za razlago zakonodaje, kemijske zakonodaje. Osnovne praktične usmeritve pa lahko poiščejo pri sekciji REACH in CLP, pri Združenju za kemijsko industrijo pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer jim lahko v prvi fazi ponudimo osnovne informacije, kako identificirati, kje začeti, na kakšen način se lotiti vseh zakonskih zahtev, ki se zahtevajo, in sicer na kakšen način lahko poiščejo ustrezne poti za pripravo vsega povedanega. Kar se pa tiče priprave tehnične dokumentacije in pa same izvedbe registracije, pa svetujemo, da poiščejo ustrezno pomoč pri nekaterih slovenskih ali pa tujih svetovalnih oziroma tako imenovanih konzultantskih podjetjih, ki jim bodo potem nudili vso tehnično in strokovno podporo za izvedbo same registracije.